Sem Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno. Črni dolgi lasje, nasmeh sneguljčice, kot vas, v kateri prebivaš zdaj ti. Ravna pot je do tja, zdi se, kot da sva blizu, a oddaljena v objemu sanjava. Ne znam drugače kot tako, zapojem ti lahko. Molčim, a v srcu si želim, da v tebi se zbudim. Poet brez besed, ki zdaj ti je sosed, boginja bil, lahko ob tebi spim. Začetek te storje, rodilo je morje, ravna pot je do tja, zdi se, kot da sva skupaj, a oddaljena v objemu sanjava. Ne znam drugače kot tako, zapojem ti lahko. Molčim, a v srcu si želim, da v tebi se zbudim. Ne znam drugače kot tako, zapojem ti lahko. Skupaj, a oddaljena v objemu sanjava. Ne znam drugače kot tako, zapojem ti lahko. Molčim, a v srcu si želim, da v tebi se zbudim. Štorije so bila slišana skladba Boštjana Pertinača z albuma Kraške štorije. Boštjan, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem. Po nekaj časa se srečujemo na istem mestu. Ja, spet sem na kraju zločina, bi lahko rekel tako, v moji drugi pisarni v baru Clinton v centru Sežane. Takrat so predstavljala album Sežane doma, si še vedno Sežane? Uradno ja, tako bom rekel, ja. Uradno ja in še zmeraj sem ta pravi Krašovec. V to ne dvomim glede na vsebino novega albuma. Ja, doskrat me vprašaš, Boštjan, zakaj si ti ta pravi Krašovec, in rečem, vzamite moje ime, Boštjan, prvo in zadnjo črko proč in kaj dobiste? Oštja. Dejal si pa, da je to tvoja druga pisarna, kako to? V bistvu je najbližji bar čez cesto. Čeprav pa, kot si mi dejal, si se sedaj preselil na podeželje? Ja, dobil sem si eno stanovance v okolici Sežane in se imam čist fletno. Si ti ja potem preselil tudi vse svoje dejavnosti, studio in vse? Ne, studio ostaja še zmeraj v centru Sežane, preselil sem samo sebe v prostem času. Verjetno tam najdeš še več kraških štorij. Ja, v bistvu tudi to, plus da je nek mir in z tistega mira in z dolg časa izvira inspiracija za novo glasbo, ki se že počasi nabira in mislim, da se bomo hmali slišali tudi za naslednji album. Kraške štorije pa si izbral na novem albumu, uvodna je bila Štorije.
Ja, v bistvu uvodna štorija zelo lepo zapelje v celoten album in kontekst. V njej rečem tudi, ne znam drugače kot tako, zapojem ti lahko. In v bistvu s petjem in s pripetovanjem zgodb mi gre najlažje v življenju. Druga bo Silvo, in sicer zgodba o malem človeku z Krasa, ki proda parcelo. Verjameš ali ne, danes sem prišel malo prej v Sežano in se peljal do te vaše poslovne cone. Očitno se dalo dobro zaslužiti. Ja, v bistvu Silvo je več štorij zbranih v eno osebo in v izogib kakšni morebitni tožbi ali pa sodišču sem si izmislil neko ime in sem v bistvu prepesnil Sylvester Stallone po kraško. Ampak takih Silvov je verjetno v Sloveniji kar nekaj. Ja, v bistvu zadnje čase mislim, da zelo malo ljudje ustvarjajo novega, ampak samo živijo na stari dediščini in to prodajajo in mislim, bi se mogli več dati to, da se ustvarja nove stvari, ne? Čeprav je težko. Je štorja o Silvu Štrlenu in kako se je znašel na Kantonu z majhne vasi, Vrlek da ima, vas za katero marsikdo da zna. Silvo je grozno rad kakšno rekel, maš rajši peje o betolo teku. Otrok ni jamu, niti žene, me psa, bo pa spi čisto krna baštar do ta. Lahko bi rekli, da Silvo je kmet, pri njemu ni bilo neke voje za živet. Važno da flaškvan, poln je vina, ali pa una prozorna tekočina se ziprina. Vrlek ni grozno premožna bila vas, eni bi rekli, da povozujo je čas, ambole so prišli investitorji z Ljubljane, radi bi kupili parcele zelo Sežane. Ko slišal je cifru, a narod je zabilo, želvce mal zilo, skor dobu bi kilo. Od danes naprej ne bom več kmet, zdaj kupil sem vam vse, kar bom dal med. V Betulu prav nič več ni zahajal, Zdaj sem gospod, po vasi je lajal. se spodobi človeku, popolna soldov je vreča, da se tudi v kazinoji nasmehne mu sreča. Jahru je dneve in dneve, makej, ko kazino večino pobere. Kukar so prišli, so šoldijanka šli, once bilo bleščečih noči. Pravijo, da denar je sveta vladar, in dokler imaš največji si car, ma ko šoldu enkrat zmanjka, si sposvedeš porube te banka. Kuku zaskmeta je ratu gospod, zaspora se hitro je znašel odspod. Silvo moj, upam, da si srečen i s denarjem nikoli. Nisi bil spreten. Silvo, Boštjana Pertinača z albuma Kraške štorije. Kam gre ta album v primerjavi s prvencem Sežane doma? V bistvu mislim, da sem končno dobil neko stalno ekipo, s katero bom sodeloval in smo skupaj z aranžerjem, tržaškim skladateljem Lorencom Vižintinom dvignili aranžmaje na neko drugo, višjo stopnjo, katero bodo poslušalci tudi verjetno slišali in znali ceniti. Ostajaš kantavtor, čeprav pa album zveni precej bendovsko. V bistvu zgodbe in pesmi so bile čist kantavtorsko napisane,
napisane aranžmaje so pa pol stvar okusa. Tako nas je to kar zapeljalo, bomo videli, kaj bo naslednji album. No. Še zmeraj sem pa kantautor, sam s kitaro, največkrat. Ne. Čeprav tudi z bendom je lepo. Včeraj smo imeli špil v Ajdošni in smo se imeli kar lusno. Ne. Je drugačno, kadar je dodatna energija na odru. Na albumu je kar nekaj sodelujočih, čeprav pa si sam multiinstrumentalist. Sem multiinstrumentalist, ampak klik vsega sam ne morem zaigrati. No. V bistvu vse glavne vokale, razen sola na 6. pesmi, ki je med Bori in Brin in Burjo, katerega je posnela hčerka Tinkare Kovač, sem odpel jaz. Električne kitare, akustične kitare, slide kitaro, mandolino in na katerih delih tudi mojo prvo ljubezen pozavno sem posnel sam. Tinkara Kovač je sodelovala z back vokali in flauto na pesmih SMS in Kašembot. Lorenzo Vižentin je na vseh pesmih nekaj prispeval. Jure Doles na vseh pesmih, razen na med Bori, Brin in Burjo je posnel bobne. Giovanni Tofoloni je posnel na vseh pesmih bas kitaro in kontrabas. Potem gremo pa na instrumentaliste. Jernej Terčon je posnel tubo na Briškuli in na Vlaku. Matjaž Kostro bento, Mitja Mlakar pozavne, Robert Pikel banjo, Ana Mezgac violine, Katarina Kozek violončelo, Stefano Bembi harmoniko in na pesmi med Borim, Brin in Burjo je pa harmoniko posnel Mitja Tul. Ančerne je posnel flaute na pesmih Štorije, Forešta in Briškula. Neža Jelušič je posnela klarinet, Jani Šepetavec sopran saksofon in na pesmi Silvio je nastopil tudi Gojmir Lešnjak-Gojc, kateri je odgovoril dele Silvota, oziroma odigral, bi lahko rekli. Če bi vse zbral na enem mestu, potem bi robil kar velik oder, da vsi nastopijo. Kar velik oder in kar velik budget, da bi vse plačal, ja, se strinjam. Ampak bi bilo pa zelo zanimivo imeti vse ljudi, enkrat koncert, recimo, ne vem, Galusova dvorana v Cankarjevem domu z vso ekipo, bi bilo zelo, zelo fletno. Mogoče pa se tudi to zgodi. Mogoče, upemo, no, to je cilj enkrat. Naslednja bo Forešta, če najprej prevedeš, kaj je to? Forešta pomeni v našem dialektu tujka. Se pravi, to govori zgodbo o eni tujki, ki je prišla z Ljubljane na trgatev v Bandimu. In Bandimi se, ko se spije kakšen kozarček preveč, se tudi kakšne strasti vnamo in tako sta se pač nekako zapletla v nek ljubezenski vrtinec z enim mladeničem in on se zaljubil, ona pa si vzela to tako in pol je šla nazaj v Ljubljano. Srečna zgodba ali nesrečna? Odvisno za koga, za njo ja, za njega verjetno ne. In tihi so dnevi, razde zari. Gori med brajdami, trhači zbrani smo bili. Na sobotni dan, ko pandema je bila. Pa ja, si hrozde trhala. Pa še tempo zlobljane si doma. Ma v meni se zvoduje sentimento, če kdo še ne zna. Na sobotni dan, ko pandema je bila. Pa ja, si hrozde trhala.
Forešta in Boštjan Pertinac z albuma Kraške štorije. Boštjan, spremljaš kaj umetno inteligenco? V bistvu kar in je kar zanimivo. Zadnjič sem naredil en video, napovednik, s tem, ko ti dajo spodaj podnapise in je ful smešno, ko je naredilo, sem čisto iz heca dal na japonsko in je vzelo moj glas in povedalo po japonsko z mojim glasom, kot da bi res jaz govoril. Mislim, ni še tam, je še dost v fazah začetka, ampak je kar mal scary, kam nas pelje to, no. No, tudi jaz za pripravo intervjujev velikokrat sedaj uporabim umetno inteligenco, opažam pa, da te umetna inteligenca pozna. Res? Kako? Ja, ve, da si slovenski avtor, pevec, kitarist, producent in multiinstrumentalist. Bravo, bravo. Poleg tega je tvoja glasba značilna po kraškem dialektu, verjetno tudi to drži? Ja, v bistvu mislim, da sem edini, ki poje pretežno v kraškem dialektu. So določeni ljudje, ki so naredili pesem, dve, ampak ne na tak način, kot jaz. Si še vedno učitelj glasbe? Zaenkrat če, dokler bo šlo, ker to mi je nekako en hobi, ne? Dajmo reči, da je muzika služba in učenje je hobi, ker dejansko meni plačujejo ljudje za to, da cele dneve igram kitaro, ker ni to lepo. Torej še tudi vedno obstaja glasbena šola Pertinač? Ja, še vedno. Sicer na zmanjšanih lokacijah, zaenkrat samo še v Novi Gorici, Sežani in kle v bližnji vasi Lokev in mogoče v kratkem bo samo še v Sežani. Ker je zadosti učencev se je razvilo in je brez veze se fjakati, voziti na vse konce sveta. Opažaš veliko talenta? Mislim tako, da zdaj nekako se je naredilo eno sito in vsi, ki so ostali, so res srcem in dušo pri glasbi. Ni take, ki bi recimo prišli samo zaradi staršev in zaradi staršev se učili inštrument. Naslednja bo Vlak. Vlak je tudi lepa zgodba, ki sem jo slišal od ene gospe, ko je bila mlada, je imela enega fanta v Berlinu. In ko se je peljala k njemu z vlakom na obisk, je na vlaku spoznala enega drugega fanta in jo je malo zamikalo, da bi zašla na stranski tir, ampak na koncu se je odločila, da ostane zvesta. Sicer pol nadaljevanje zgodbe, ko ni v pesmi, je pa da je prišla k njemu, sta se skregala in šla domov in ga ni več videla. V Sežano vozi vlak? Sežana je v bistvu zrasla na železnici v času Avstro-Ogrske, ko je bila železnica Dunaj-Trst, in jaz grem v bistvu čez 14 dni na počitnice prav z vlakom na Dunaj. Lobi truje na abedi s pogledom na domačo vas, tak in dala je svoj glas. Iz Ljubljane do Berlina, seboj paket cigarete utrina. Vlak odpeljal bo tja na konec sveta, kjer sončna je stran neba. Čez Gmajno in celo pokrajino odpeljejo tja, kjer čuti se res doma. Skušnjavo se bori, ta železni velikan pokazal novo platje sam. Brez besed mimo hromi, ne ve, naj ton umihnu stopi. Vlak odpeljal bo tja na konec sveta, kjer sončna je stran neba. Čez Gmajno in celo pokrajino odpeljejo tja, kjer čuti se res doma.
Boštjan Pertinac z mano, Kraške štorije, album, ki ga vrtiva. Kantfest v lanskem letu, leto 2024, je bila tvoja točka, kjer si predstavil 2 skladbe. Ja, predstavil sem skladbi Silvo in Tarzan. In v bistvu dobil sem to bronasto kanto dejansko, ki jo imam zdaj za kanto za perilo. Ne? In tako je bolj smešno. Adi smo reči, no, Boštjan, tukaj ti damo nagrado in vzami to kanto. In jaz, kaj boš vzel ali ne boš vzel? Jaz sem, kam ne jo dam? Ja, domov si jo nesi. Ja, to je izvirna nagrada. V bistvu ja, kar lepo. Ne? Mi smo se vsi smejali s temi kantami in bilo zelo prijetno vzdušje. Spoznal sem ogromno ljudi in ogromno poznanstv in mislim, da taki festivali jih primanjkuje v Sloveniji. Verjetno pa svoje doda tudi kraško narečje, kaj ti prej si dejal, da si edini kantavtor s Krasa. Ja, kakšen bot me kar težko razumejo, ne? Ampak pol probam nekako tudi v pesmih razložiti določene besede. Saj tudi nenazadnje so zapisali, da si spreten in duhovit pripovedovalec. Ja. V bistvu sploh ta album, ki je sestavljen z 11 štorij, to so zgodbe, so vse v duhu pripovedovalništva, katero mi je mogoče bližje kot neke pop viže. Nenazadnje pa sta tudi ti 2 skladbi bili napoved tvojega novega albuma. Ja, v bistvu album je bil že prej pripravljen in smo nekako rekli, bomo izkoristili to priložnost, da ga predstavimo zdaj v fizični obliki, pa pride po novem letu, 17. januarja bo tiskovna konferenca v baru Daktari v Ljubljani v sodelovanju z založbo Dallas. Naslednja bo aktualni singl Čisti račune. Čisti računi, dobri prijatelji. Mislim, da vsak ima, ali pa pozna nekoga, ko mu je zelo težko sesti noter v denarnico in plačati, da je kakšno rundo, ki je mogoče tukaj samo metafora. Pravijo, da to je bolezen, zato oprosti, ne biti nič jezen. Grozno rad te imam ko prijatelja, spiva 2, spijeva do dna. Vedi, dan se na lešču ne delam, tudi ne v prazno streljam. Nisem kriv, da prav vedno se zgodi, ko zaplačet je mene tam ni. Dobri prijatelji in čisti računi, tu per meni nikoli ne razkusi. Ujek je blizu bankomat, daj ne me hecat, ne ga srat. Mam sam 50 ali pa 100 kosov, mi založeš, bi te prosil. Dobri prijatelji in čisti računi, tu per meni nikoli ne razkusi. Hiter sposoben, počasen zavračat, prvi zginem, ker da zaplačat. Hodem po sveti spet evri v žepi, ki imam takvir, mi plačaš kvartir. Hiter sposoben, počasen zavračat, prvi zginem, ker da zaplačat. Hodem po sveti spet evri v žepi, ki imam takvir, mi plačaš kvartir. Spominjaj me vsake pol leta, saj ti bom vrnil, tu je ljuba sveta. Lepo je imet milijone gor na banki in niti centa pustiti ne na šanki. Dobri prijatelji in čisti računi, tu per meni nikoli ne razkusi. Hiter sposoben, počasen zavračat, prvi zginem, ker da zaplačat. Hodem po sveti spet evri v žepi, ki imam tekvin, mi plačaš kvartin. Hiter sposoben, počasen zavračat, prvi zginem, ker da zaplačat. Hodem po sveti spet evri v žepi, ki imam tekvin, mi plačaš kvartin. Počasen
Čisti računi in Boštjan Pertinač vodajo radioaktivno kraške štorije. Album 11 kraških štorij si izbral ali izbral? Jaz sem jih v bistvu samo nekako uglasbil. Zgodbe so vse resnične, kot tudi naslednja Med Bori, Brin in Burjo, ki je v bistvu zgodba o štanjelskih škratih. In ko smo postavili glasbo za to pesem, sem bil že nekako ta bila zadnja, ko smo jo delali na albumu, izčrpen, kar se tiče besedil, in sem si vzel oddih in sem šel po tej škrati poti okrog Štanjela, ki priporočam sem poslušalcem, če pride kdaj na Krasne, grejo na Štanjel, dobiš tako knjigico in se lepo zapelješ skozi to zgodbo čudovitih, magičnih biti in krajine Krasa. In tako je nekako nastalo potem besedilo, katerega sem tudi zdaj v bistvu je bilo pravlično jutro na gradu Štanjel, sem z društvom Škratelc in Ora Krasberg predstavil to pesem prvič v živo. Jo kar zavrtiva? Lahko. Od stoletij utrujen zaspan, pod njim je še en svet, osamljen in z gozdom obdan. Grad Štanjel, kamnit je cvet, z globin podzemlja kraških jam prinašamo modrost. Otroke, drevesa, živali večno čuvamo, skriti pred očmi sveta. Mesečini plešemo, med Borim, Brin in Burjo, škratje smo doma. Ki ima črne oči in hudobne obrvi, uroči otroški zlati sen, zame mehko bo san. Na grajsko dvorišče in sonca svetišče zrno položim, skozi lečo vam znova vračam moč. Lahko noč, lahko noč, skriti pred očmi sveta. Mesečini plešemo, med Borim, Brin in Burjo, škratje smo doma. Skriti pred očmi sveta, mesečini plešemo, med Borim, Brin in Burjo, škratje smo doma. Med Bori, Brini in Burjo in Boštjan Pertinač si celoten album zaokrožil kot neko zgodbo?
Ja, v bistvu je vsaka zgodba sama zase, ampak mislim, da skozi vse zgodbe in tudi kot so postavljene v vrstnem redu, je neka rdeča nit, ki te pelje od začetka, bomo rekli nekako od neke mladostične energije do zaključka, ko bomo slišali s pesmijo Kakšen bod o nonih in kako so bili časi včasih nekako nostalgičen duh tega življenja ob meji z Italijo. No. Vse glasba, besedilo je tvoje delo, koliko pa si še črpal iz nekega ljudskega melosa? V bistvu, sploh med Mori, Brin in Burjo sem si sposodil eno knjigo slovenske ljudske vraže. Niso pa vse pesmi moje delo. Pesem SMS je besedilo napisal Leon Oblak. Ostale so vse moje, razen med Mori, Brin in Burjo, sta skupaj s Tinkaro Kovač oblikovala zaključno podobo. Žanrsko si različen, ni samo en žanr. Mislim, da lahko je vse skupaj rečemo, da je en žanr, ker ima neko rdečo nit. Nekateri so bolj bendovski, nekateri so bolj tisto, ampak še zmeraj ima, tudi ne more biti vse pesmi na albumu enake, nismo AC/DC. AC/DC že 40 let piše iste pesmi. Tako da mora biti malo raznolikosti, da je album zanimiv. In je nazadnje bolj dinamičen. Tako, da je ta pač neka nit in da ni vse linearno. Briškola bo naslednja? Briškola je tudi taka zanimiva pesem. Mal sem se poigral s tem imenom Janez, ki na Krasu doskrat Janezom rečemo vsem, ki so od Postojne, od Rauber komande gor. In je prišel en pač Ljubljančan na Kras in ni lih razumel, kako poteka življenje tukaj in za njega se ni lih dobro končalo. No. Torej na Krasu ni Janezev? Ne, kle smo bolj Sergioti, je bolj ta italijanski vpliv. Ali pa razni Brunoti, Silvoti in podobno. Na hornjem Krasi grozno je lepo, ko živiš na vasi, nič ti ni hadu. Vsaka ves ima svojo betulo, pije sebe vando in igra se briškolu. Zleti moto ali pa dva, kdo blefirec zna. Briškola Toršet, danes ne moram zhebat, ložen dol dva kari, a partija se konča. Na hornjem Krasi grozno je lepo, eni hrejo hmaši, Majane v Spetulu. Igrali so partijo in motu ni poznal, vrhu dol je lišo, čeprav je kar jih bral. V oči, ko karta dol zleti, moto ali pa dva, kdo blefirec zna. Briškola Toršet, danes ne moram zhebat, ložen dol dva kari, a partija se konča. In tako je Janez Kariham v roki zhabil partijo. Ma neko je tako tev, ma kar moto ni poznal. In kaj bo majster vedel, kaj pomeni loži dol dva kariha in se ne vede slišal dal. Tako en mu stopuje na živc, hrt pogled, bar pa ta, ma ko pije sebe vanda, se hitro zhadi, barufa. Pogled v oči, ko karta dol zleti,
moto ali pa dva, dobre fjörcna, briškula toršet. Danes ne morem zhebet, ložen dol dva kari, a partija se konča. Ko ložen dol dva kari, a partija se konča. Briškula in Boštjan Pertinač. Besedila so v kraškem dialektu. Ja, večinoma so vse v kraškem dialektu, razen mislim, da pesmi SMS. Ene so bolj izrazito dialektovska, ene so malo manj, ampak Škure, naslednja pesem, mislim, da je najbolj v dialektu. In tudi, ko smo končali album, je Tinkara Kovač rekel, Ekola, ta komad si najbolj ti. Tukaj si točno tako, ker te vidim jaz tebe v prostem času. Se tudi tu narečja spreminjajo tako kot pri nas, ko je med dvema vasema že različen dialekt? Ja, v bistvu tukaj ima skoraj res vsaka vas svoj dialekt in kakšen bot mi pride kakšen do mene in reče, tu pa ni po kraško, prne srečamo pa tako in tako, ne? Ja, ne, prne srečamo tako, oštja. Ne? Ampak je res, da v bistvu ima skoraj vsaka vas svoj dialekt, tako da tudi nekako v pesmih je več kraških, ko bi rekel, verzij dialekta, odvisno v kateri vasi se je zgodba pisala. Kot pa sem dal prej, verjetno teh štorij je še veliko več, kot si jih dal na album. Bilo je okrog 20 pesmi, potem smo naredili nekako sito, ker nekatere niso sovpadale čisto v koncept albuma in nekako bilo treba narediti rdečo nit. Ne? Zaradi tega pa pravim, da mogoče bo naslednji album kmalu. Ne sme pa biti pa prekmalu. No? Ne, potem bi se vse skupaj izgubilo. Vse to, nej se ta zgodba, te zgodbe usedejo med ljudi in potem vidimo, kaj prinese čas. Naslednji bo Tarzan. Tarzan je spet ena zgodba, resnična zgodba o enem gospodu, ki se klicu Jože, sem zvedel naknadno, ki je v bistvu se preživljal s kontrabandom. Kontrabandirstvom, to pomeni, da je po domače sverčo čez mejo. Ne? In zgodba gre nekako tako, da je prišel do meje z Slambreto, to je bila v bistvu vešpa, motorin z Terevne, in pod sedežem je skrito meso, carini ga vstave, rekel, kaj imaš pod sedežem, pogledajo in je rekel, le, to bomo zdaj stehtajo, je bilo preveč, mislim, da je bilo, eni pravijo 2 kila, čez pa si lahko pelo 80 dekov in stehte to in ni rekel, le, toliko lahko neseš, ostalo pač nesi domov, ne, kaj bo ono, in on je rekel, ne, če ne smem pele čez, bom pa sroga pojel. In se je dal tam, začel jesti tisto srovo meso in pa je rekel, da je pedi ga spelo, pustil čez mejo. Pravili samo Tarzan zaspovedja, svojih navad ne menja. Za Slambreto švercu čez mejo, njega ustavijo, trihrejo. Carinik mu reče, masu nahrja čez konfin. Tarzan pej odgovori, če ne more peljati čez la la la. Dej bo poletje, jesen ali zima, v kateri štivalov nima. Šnops, jajca in pa meso, za carete zamenja lahko. Carinik mu reče, masu nahrja čez konfin. Tarzan pej odgovori, če ne more peljati čez la la la. Pojem, a srov, a krta, kula, la 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 la.
šel je k sestri v Avstralijo. Že na letalih ga čudno gledajo in ustavijo. Ko je prišel, ni zdržal nanka 14 dni, čeprav kdaj je težko, ma na krasi, lepše se živi. Če ne mora peljati čez la 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 pojem, a zdrav, a kar tako la 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 la. Če ne mora peljati čez la 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 pojem, a zdrav, a kar tako la 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 la. Boštjan Pertinac z mano z albumom Kraške štorije. Album je izšel digitalno v letu 2024, napovedal si, da fizična izdaja še v letošnjem letu, kmalu. Album je že natisnjen, je že na založbi Dallas, ampak smo rekli, da ne bomo v času Božiča vseh matrali, ko ste že tako vsi preveč bombardirani s temi božičnimi darili in sem, pa ne bo to kot neko novoletno darilo in bo prišel 17. januarja na vse police. Je pa sedaj potem že prisoten na vseh streaming platformah. Ja, na vseh streaming platformah je od 10. novembra za Martinovo, kadar smo v bistvu naredili uradno predstavitev s koncertom v vinski kleti Vina Kras Sežana, kateri so bili tudi sponzor tega koncerta, poleg občine Sežana. Imaš že kaj odzivov na izdelek, na glasbo? V bistvu kar precej, tudi recimo od ljudi po Sežani, pa tudi po raznih dogodkih, s katerih hodim, so vsi, je videti, da so ljudje že poslušali album in je marsikaj jasno. Se kdo spozna? Se mi je zgodilo, da smo igrali v Braslovčah na občinski proslavi in pride en do mene in reče, veš, da Tarzan je bil pa sosed od moje none. Rekel, jaz si pa nisem nikoli mislil, da bom v Braslovčah pel o Tarzanu in da mu nekdo prišel do mene in mi rekel, lej, Tarzan je pa sosed od moje none. No? No, to je vseeno neka razdalja. Kar, ampak takrat se je tudi dosti Primorcev v času italijanske okupacije preseljevalo na Štajersko, zdaj se pa tudi v Prekmurje. To mi je tudi Vlado Kresnin povedal, da so se preseljevali in je tam tudi dosti narečnih besed italijanskih se uporablja še zmeraj. Točno pa ne vem katere. Naslednja bo Škure, ki si jo že prej napovedal. Ja, Škure je čisto autobiografska. Jaz pač ne morem zaspati, če niso zaprta polkna, če ni tema. In enkrat, ko sem bil nekje na nekem gostovanju, se ne spomnim več točno, kje, preprosto nisem mogel spati in je nastalo to besedilo. In kaj so Škure? Škure so polkna. Polkna je to, ko zapreš v okno, ko gre spat. No. Jaz ne morem normalno spat, da ne zastvepe vsak. Lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimajo zaprte škure. Zgodilo se je pod paden, rabil sem cirod, a jaz ko povaršti, a jaz ko doma. Ben sem rekel, neč grem spat, prekladu se in nisem mogel zaspat. Anka brez had. Prekladu ljevo, prekladu desno, braču tuk te pluje, že smešna ura je bila, rozna že pozna. Priznam, ko smrčin za dva me, da sprav nič, ker niso zaprta polkna. Jaz ne morem normalno spat, ma tega ne razume vsak. Lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimajo zaprte škure. Ta štorija res je mal že smešna, ne spet še stene velika bešte, ma kaj bi dal, do meni dal bom moč prekladen klesa celo noč, ma jaz bi res rad mal zaspal. Ajde. Jaz ne morem normalno spat, ma tega ne zastrepe vsak.
lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimajo zaprte škure. Ne moram normalno spat, ma tega ne zastopa vsak. Lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimajo. Jaz ne moram normalno spat, ma tega ne zastopa vsak. Lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimajo zaprte škure. Škure in Boštjan Pertinač, Kraške štorije je album. Kot je slišati pa videti na tvojih družabnih omrežjih, si veliko na odrih. Ja, nekako sem preštel letos, da bo ob zaključku leta 97 nastopov. Na enega grem ravno zdaj po tem intervjuju. Za kakšne priložnosti vse? Različne, kdaj me kličejo čisto za par pesmi ob kakšni praznovanju rojstnega dneva, kdaj so večji nastopi, kdaj razna sodelovanja, recimo s Tinkaro Kovač ali pa z drugimi, tako da vse stranski glasbenik bi lahko rekel. Tudi izven lokalnega okolja, kot je vidite, ne samo na Krasu. Zadnje čase vedno manj na Krasu, ker hočem nekako tudi držati to, da nisem dostopen njih ob vsaki priložnosti, ker drugače ljudje ne pridejo več na koncerte. Moraš nekako držati, ne moreš lih vsak dan igrati v Sežani, ne? Čeprav jaz najrajš bi. Ne? Potem, ko si v drugih koncih Slovenije, naprimer na Štajerskem, moraš kar veliko besed prevajati. Ja, doskrat moram, a pa izkoristim tudi priložnost med napovedi pesmi, da povem kakšno poučno. Na naslovnici albuma si ti? Ja, in ne morete verjeti, tisto so res moji lasje. Večina ljudi ne verjame, ampak so moji, ni lasulja in zaenkrat jih še imam, no, tako moram potrkati. Drugače pa več informacij o tebi na spletni strani, kot tudi družabnih omrežjih? Ja, večina informacij vse na moji spletni strani www.pertinac.com ali pa na vseh družbenih omrežjih. Prisoten sem, kot se spodobi na vseh. Naslednja, predzadnja bo SMS, dejal si, da ni tvoja. V bistvu ta je najmanj moja, ja. Glasbo je napisal Lorenzo Vižentin, ker me je prosil, ma Boštjan, lahko eno pesem pa jaz napisam za album, imam eno idejo, ko bi jo rad je že nekaj časa v predalu in potem, ko smo jo pisali, mogoče zato, ker nisem začutil čist moje energije, sem kontaktiral Leona Oblaka, s katerim je tudi Tinkara pa Anika so večkrat sodelovali in smo se dogovorili za sodelovanje, napisal je izjemno besedilo, lih tako malo bolj moderno, kot so moja, ampak lih tako nostalgično in s časoma in s koncerti je tudi ta komad postal moj. Tam daleč si, 7 dni od mene, najdene sanje spet so izgubljene. A si ostala, kakor kaplja vina, tu na mojih ustih iz plastelina. Ko si odšla s tihimi koraki, se je čas pomešal z bledimi oblaki. Zdaj spet plešeš, kakor balerina, tu na mojem srcu iz plastelina. Noč prinaša tvoj parfum, svet ugaša moj pogum. Tebe malo je ostalo, pražen dan gre meteran. A ta svet postal bi vrelec sam, avtocesta do nebes.
spet na ta moj ekran priletel tvoj SMS. Teh 7 dni je kot 7 let. Najine slike sam sem ujet. Prodajam rime, zvoke spomina, a vse pokupi gluha tišina. Noč prinaša tvoj parfum, a svet ugaša moj pogum. Tebe malo je ostalo, razen dan gre meteran. A ta svet postal bi vrelec sam, avtocesta do nebes. Če bi spet na ta moj ekran priletel tvoj SMS. A ta svet postal bi vrelec sam, avtocesta do nebes. Če bi spet na ta moj ekran priletel tvoj SMS. Ti si tam, jaz sem sam. SMS, Boštjan Pertinač z mano v oddaji Radioaktivno. Boštjan, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Slovenska glasbena scena je zelo močna in ima zelo dosti mladih, dobrih izvajalcev. Problem, kjer ga vidim, je v ukinjanju raznih glasbenih oddaj, sploh na nacionalni televiziji in glasbenih festivalov, ker problem pride do tega, da potem se mladi izvajalci nimajo več kje predstaviti, ne. Recimo vaša oddaja je ena takih zadnje čase redkih oddaj, ki zelo močno podpira novo avtorsko glasbo, za kar sem vam zelo hvaležen. Bi lahko mogoče izpostavil 3 glasbena imena domače glasbene scene, ki po tvojem mnenju izstopajo? Zelo mi je všeč Leopold I, čeprav ni v mojem stilu, ampak mi je zelo všeč. Všeč so mi Batista Cadillac in če moram izpostaviti zelo, oziroma najbolj pa izstopajo seveda Joker Out, ki so dosegli nekaj, kar si mislim, da Slovenci niso mogli predstavljati, da bi mlad band polnil dvorane, ma ne 100, po 1000, glavo množico in pojejo v slovenščini. Svaka jim čast. To je dejansko tudi spodbuda za druge slovenske glasbenike. Jaz mislim, da s tem si lahko vsi, tudi sam, rečemo, da ni Slovenija meja, ne? Da imamo možnosti tudi v tujino in očitno je tudi zanimanje, povpraševanje po tem. Tako da mladi glasbeniki kitaro v roke vaditi in gremo na svetovne trge. Če ne drugače, pa k tebi na inštrukcije. To je bila nekako neposredna reklama. Kraške štorije, Boštjan, so zunaj. Kakšni izzivi so pred tabo? Dejal si, da je teh štorij še nekaj na zaloge. Ja, zgodb je še, ampak dajmo prvo ta album spromovirati. V naslednjem letu je splaniranih kar nekaj lepih, tudi večjih koncertov in potem, ko mi bo dolg čas, pa gremo naprej pisati nove zgodbe. Ustvarjalna žilica pa verjetno ne bo mirovala. Ne, v bistvu ne. Če gremo v moj telefon, kamor imam te demo posnetke, je z kar nekaj ur materijala, tako da mislim, da ne bo usahnila ustvarjalna žilica.
Še eno bova spustila za konec tega pogovora in to bo kakšen bot. Kakšen bot pomeni včasih nekako, ne? In kako je bilo včasih življenje bolj enostavno. Meni je zmeraj rekla nona, ni bilo tega interneta, jaz sem se usela na mojo bicikleto, to je kolo, in sem šla lepo od rodne vasi v Sežano delati in smo se imeli fajn in tako, in to je nekako tudi v bistvu tak lep nostalgičen zaključek albuma z eno lepo baladico, mislim, da je kar primerna. Ki jo spuščava v eter. Boštjan, hvala, da si bil moj gost, tokrat tudi kar v Sežani kot zadnjič, in sicer smo bila kje? V baru Clinton, naredimo še eno reklamo za bar Clinton, najboljši bar v Sežani. Imajo tudi kalčeto, to je namizni nogomet. Skladba kakšen bot za konec, hvala, da si bil moj gost ter uspešno delovno naprej. Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem, ki so si vzeli čas, da so poslušali tole oddajo. Ona mi je pravila, ko je bila mlada, žalu laže je bilo. Ni bilo interneta, sam bicikleta, oja laže je bilo. Kakšen bot so si vzeli cajt, za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, danes več ni. Danes pulmo v ekrane, smo duše prodane. No, nam je pravila, ko je bila mlada, žal do laže je bilo. Kakšen bot so si vzeli cajt, za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, da danes več ni. Za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, da danes več ni. Z vami kraški trubatur Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno.